Torej, lepo pozdravljeni. Kot vidite, naš nocojšnji gost je zelo poskočen. Ne piše zastojno na Wikipediji, da je aktivist. Ste videli, tako je bil na kolenih in na kolenih pred damo, pred Vesno, ne? Tako da nič se ni zabliskalo, torej ni... A ja, tam se snema. Torej, corpus delicti. Torej, Anton Komat, svobodni raziskovalec, publicist, aktivist, vse z predznakom eko oziroma trajnostno. To bo, ne, se, po mojem bo najboljše, da boste se sami predstavili. Zdaj, zakaj je tukaj? Preprosto zato, ker že dolgo časa govorimo o različnih vidikih družbene krize, v kateri živimo. Prejšnjič je gospod profesor dr. Debenjak govoril o pričakovanju svetlobe, ampak o svetlobi nič kaj dosti ni govoril. Edino po analogijah z podobnimi zgodovinskimi situacijami je pač povedal, da je zdaj prišel čas, ko bi morali nekako priti ven, ampak nič ni videti, da pridemo ven. Tako da bomo morda danes z tega trajnostnega pa ekološkega zornega kota morda lažje razumeli, zakaj je tako težko priti ven. Čeprav tehnološko gledano ni več nekih takih problemov. Ne? Dalo bi se živeti tudi z infarktnim stanjem rasti, torej nultim. Ne? Ja. Torej, lepo pozdravljeni. Anton je povedal, da kako dolgo sme govoriti, ker je rekel, da ima dar govora, da mu je uspelo v eni... Sicer dolina je bila poplavljena, da niti niso mogli domov, ampak on je bil edini predavatelj, ampak je od 9 do 3 popoldan govoril. Ne? Tako da sem rekel, da pa nas smo navajeni malo dve časa postati, ne, tako da Drava je sicer v bližini, ampak nismo še zaliti, tako da. Torej, lepo pozdravljeni, Vesna, bo še ti? Ja, nič, lep pozdrav vam, hvala našemu gostu. Midva sva pred začetkom povedala, da je zelo primerno, da se končno tudi osebno spoznava. Skratka, mislim, da bo danes en zanimiv večer. Mislim, da imaš ti že pripravljeno kar nekaj tem oziroma izhodiščnih vprašanj, tako da mislim, da ne bi zapravljali časa, kar izvoli. Jaz bi potem kar začel z tem, kar sem prebral v enem intervjuju. Ne? Gospod Komat je rekel, da je gospodarska kriza največji natek tega tisočletja, v katerem živimo. Zdaj pa ne vem, novega ali onega prejšnjega. Obeh. Tisto, kar se je začelo leta 2008, kot razglašena finančna kriza, je v bistvu samo ena špička ledene gore. Večina te gore pla pod gladino oceana. V ilustracijo tega bi rekel sam nekaj podatkov, ki jih verjetno vsi poznate, več ali manj. Torej, predvsem je značilno za to krizo, da je, zdaj bom rekel narekovaju, neznano kam izginilo 50 000 milijard dolarjev. To neznano kam je znano celo. Razni Kajmanski otoki, Deviški otoki in podobne eksotične destinacije, ki so resnično davčni raj. Zakaj je raj? Zato, ker tam so res davčna nebesa, kjer tistim, ki imajo tam odprte firme, nihče nič ne more, predvsem pa to, da nihče noče nič storiti. Torej, na teh davčnih nebesih bom samo dva podatka povedal. Torej, na Kajmanskih otokih je parkiranih nekako 800 000 podjetij. Na Deviških otokih je pa rekord ena hiša, ki se imenuje Ugly House, kjer imate zelo podobno cifro, torej v eni sami hiši na enem naslovu je registriranih 80 000 korporacij. To so davčne nebesa, no, in tam je parkiranih teh 80 000 milijard. Zdaj, jaz niti nisem ekonomist, ampak po sili razmer se tudi z ekonomisti pogovarjam, pa sem jim večkrat razložil nekaj stvari, vse tisti ekonomisti, ki imajo še nekaj empatije do človeštva. Ne. Gre za to, da ne samo to, da je bilo ogromno denarja v obtoku, pa cenjenega denarja, ampak tudi že Karl Marx je zapisal, da je pa dejoča stopnja donosa v kapitalizmu, torej da profitna mera konstantno pada z leti. Torej, oba ta motiva združena s pohlepom in inovacijami raznih čudnih zgodb o vlaganju denarja v nekakšne projekte in produkte in tako naprej finančne,
so primogli k temu, da je ta denar razginil. Zdaj jasno, nadaljevanje te štorije je štorija o bankah, ki so prevelike, da bi lahko propadle. In jasno so bankiri pohiteli na vrat na nos do predsednikov vlad in zahtevali nujno sanacijo, drugače so zagrozili za uničenjem gospodarstva. In zdaj predsedniki vlad, govorimo o kjerikoli vladah, kjerikoli strank, itak niso v službi ljudi, pa ljudstva, ampak v službi kapitala, ko se moramo takoj postaviti. To jaz stalno ponavljam. Ja. To stalno ponavljam, tako da mislim, da so si počasi že zapomnili. No, tudi pa bom malo več rekel, da sta v bistvu kapitalizem in demokracija popolnoma izključujoča pojma. No, skratka, predsedniki vlad so potem, da bi rešili banke, ki so bile prevelike, da bi propadle, spraznili državne proračune. Zdaj smo mi ljudstvo na tem, da nazaj napolnimo proračune, pod domač povedano, da si zategujemo, kar je zelo moderno, zdaj z najnovejšim fitnessom. To metodo fitnessa zdaj gruntajo v Evropi, pasove na eno luknjo, 2, 3, 4 luknje, ne vem, kako pač to gre. Zdaj jasno, jaz bi te okoli te ekonomije, ki itak ni ekonomija, veste, mi imamo en paradoksalen svet, v katerem sta si dve stroki, ki sta si toponimsko zelo blizu, torej ekologija je veda v našem domu, ekonomija je pa veda o gospodarjenju v tem domu. In smo prišli do paradoksa, da sta ti dve stroki na nasprotnih bregovih reke. Torej imamo ekonomijo, ki je najbolj rušilna ravno v hiši, v kateri živimo, ki jo podira nenehno, kajti koncept neoliberalizma, ki je prevladal od Reagana in Thatcherjevce, temelji samo na 3 stvareh, verjamete mi. Zniževanju plač, neplačevanju eksternih stroškov, torej po domače povedano uničevanju okolja in rušenju socialne države. To je te 3 točke, če jih gledate, potem boste takoj videli, da v katero smer ta stvar deluje. Vse ostalo so pravljice za lahko noč, laži, prevare in medijska manipulacija. Zdaj bi, da vam predolg še tole rekel okrog te ekonomije, torej ekonomija neomejene rasti je protievolucijska, torej skregana s temelji ekosistemov. Edina primerjava, ki jo ima ta koncept v živi naravi, je patološki koncept rakavega tkiva, za katerega vemo, kako se konča. Torej, rak ubije gostitelja, s tem pa tudi sebe. Skratka, gre za suicidalno patološko naravnanost. Torej, kjerkoli politik bo tvezil o obnovi rasti, smatram, da rabi nujno napotnico za psihiatrijo, to pa itak vsi tvezijo. Torej imamo opravka dejansko s psihopati in jih moramo tudi tako obravnavati. Da jaz ne govorimo o strankah, govorimo o vsem tistem dreku, ki je priplaval na vrh, kajti veste, ko je obdobje relativnega miru, takrat pametni ljudje premišljujejo o pomembnih stvareh, na vrh priplavajo pa prazne glave, ki morda delujejo na 3 ali pa 4 nevrone, to je zgornja meja kapacitete. Ko pride pa do revolucije, pa do prevratov, takrat se pa pojavijo največje kapacitete, pa talentirani ljudje in zato se ta oblast, ki je zdaj v svetu, najbolj boji ljudi, ki berejo, boji se ljudi, ki razmišljajo, boji se ljudi, ki imajo zdravo pamet, kot se reče, kajti to je najbolj nevarno. In jasno, zato imamo ta svet medijske manipulacije. Jaz sem zadnjič gledal en dnevnik po dolgem času in sem gotovo, da je od 16 vesti 14 katastrofičnih, 200 ali pa neutralni. In če imamo vsak dan take bombardiranja, potem dobimo nek mozaičen pogled na svet in ljudje zgubljajo celovit pogled v dogajanje, zgubljajo pogled v background tega dogajanja. Posledica tega je strahovita manipulacija, kajti cilj vsake manipulacije je uničenje zdravega razuma, to mi verjamete. In ta ekonomija, ko je danes, je ena od izmed možnih ekonomij, ni edina. Čeprav se nam prodaja kot edina, je, ko ste že prej omenili, torej načelo stacionarne ekonomije so nemški ekonomisti razvili v zgodnjih 70 letih, ko je Zahodna Evropa pretresala naftna kriza, tudi takratno Jugoslavijo. In torej, še 2 stavka o tem, koncept nulte rasti pomeni, da lahko civilizacija porabi toliko virov, kot jih lahko narava obnovi, oziroma mi recikliramo. Iz tega tudi izvirajo novi koncepti cradle to cradle, od zibke do zibke. Skratka, svet razvija nove postulate, nove civilizacije,
oblasti so pa na tem, da nas zadržujejo na istem mestu, da se nič ne spremeni in zato uporabljajo vse možne trike, manipulacije in prevar in laži. No, za tem omizjem smo že slišali, da do 1750 je tisočletna rast svetovna bila 1%, torej nulta rast, in da pač ekspanzija industrijskega kapitalizma ali pa tega zahodnega modela kapitalizma pripelje do vseh teh zadev, v katerih smo zdaj, ali na ravni porabe sladkorja, ne vem, 500-kratno povečanje rabe sladkorja ali v tem smislu. Zdaj, govorite o revoluciji. Bi lahko govorili o revoluciji z perspektive 20. stoletja, ki je doživljala različne revolucije, pa so se te kazale, pa ne samo 20. stoletje, sploh zadnjih 200-250 let, tudi meščanske revolucije, konec koncev. Kako revolucije vplivajo na družbeno tkivo? Dal ste mi dobro izhodišče, da prije nadaljujem. Torej, meščanska revolucija je imela egalité, fraternité, liberté, torej svoboda, bratstvo, enakost. Bodimo pozorni na te tri besede. Poglejte, če gledamo zdaj kapitalizem, ta nam je zlorabil svobodo. Nam je prodal koncept svobodnega trga kot svoboda, če povemo, da ta svoboda velja samo za 1%, ki tudi piše zakone, ki veljajo pa za vse ostale. Torej, enakost nam je požrl ta malo nesrečen tip socializma, ki je bil predvsem stalinizmom kompromitiran. Nam je ostalo samo še bratstvo, kot zadnjo, če gledamo te slovene francoske revolucije. Ampak, glede revolucije, jaz bi če odprl pogled, ki je meni vedno bliže, torej pogled biozofije, kot jaz temu pravim, ali pa še bolj konkretno, bom rekel, pogled sistemske teorije. S tem se ukvarja tudi Immanuel Wallerstein v svojih delih, ampak jaz bolj to biološko gledam. Poglejte, vsi znaki, vsi podatki, vsi parametri, vse analize kažejo, da se civilizacija nahaja na točki bifurkacije. Zdaj bi tle rekel, kdaj se sistem nahaja na točki bifurkacije, lahko primerjamo z dogodki v naravi. Tukaj nam izjemno pomaga pogled v ekosisteme narave, kajti človeška družba dobija po istih principih kot ekosistemi. Čeprav se delamo ful pametne, pa da smo izstopili iz naravnega reda stvari, smo del te narave še bolj upeti kot naši predniki. Torej, dajmo pogledati, kako deluje ekosistem. Poglejte, če imate v naravi kjerkoli prazen prostor, ali po izbruhu vulkana, ko se lava strdi, ali ko se umakne morje, ali ko recimo se stopijo ledeniki, ko pride do pustote, ta prazen prostor poselijo živa bitja. Najprej pridejo pionirske vrste, potem pride primarna sukcesija, sekundarna sukcesija. In za te prve stopne je značilno izjemno zajemanje materije in energije iz okolja v ta živi svet, ki prede ali pa plete to mrežo življenja. Ob koncu sekundarne sukcesije se pa nekaj dramatičnega zgodi v naravi. Torej, sistem pride v točko nestabilnosti, kaotičnega dogajanja, kar je tipično značilnost za točko bifurkacije, za točko razcepa. Zdaj, poti sta samo dve. Ali bo sistem našel pot v stabilnost, v novo stabilnost na nekem drugem nivoju. V tem primeru, če gledamo recimo en gost, pride gost v pravost, v svojo zrelo formo, ki lahko traja stoletja, tisočletja in vrste prihajajo, odhajajo, ampak koncept ostaja pa isti. Ali pa pride do razsutja celega sistema, bi temu rekli, narava to podre kot neuspešen eksperiment in zadevo povrne na popravni izpit. Zdaj pa pogledamo človeka. Človek se je razvijal evolucijsko v Afriki in naši predniki so lahko ta pohod v evrazijski prostor naredili, to jasno vemo kdaj, ko so obladali ogenj, ko so obladali orodje in orožje in ko so oblačila imeli primerna za vstop v ledeno dobno pokrajino Evrazije. Ta vstop človeka v evrazijski prazni prostor je bil vstop v prazni prostor narave. Tam nič podobnega človeku ni bilo. Razen neskončno plina so imeli v tistih čredah ledenodobnih živali.
To je bil prvi out of Africa in potem je šla evolucija v dveh smereh. Evrazija je razvila neandertalskega človeka, v Afriki šel razvoj naprej do Kromanjonca, ki je drugič stopil v evrazijski prostor pred 55 000 leti in takrat je trešil neandertalca in to je verjetno prvi genocid v človeški zgodovini. Ampak kaj je pomembno? Mi smo zdaj kot človeštvo poseli cel planet, dosegli smo stopnjo sekundarne sukcesije biološko gledano in smo došli točko bifurkacije. Če ne bomo sposobni resetirati sistema tako, da bomo iz tega napravili stabilen, na dolgi rok stabilni sistem, jaz sem prej govoril o rakavem tkivu, pa o rakavem konceptu sodobne ekonomije, potem nas čaka oren udar in vemo, s kje bo prišel. Ali bomo sebe uničili, ali bo pa naravne sile se obrnile proti nam in nas bodo zbrisale. Nič mnogo na planetu, ena vrsta gor dol, poznamo geologijo in paleontologijo, ker pa take eksperimente hran kot fosile od spravljanja. Torej, še eno primerjavo bi dal historično. Razpad starorimskega cesarstva, torej antičnega Rima, na dva dela. Germanski del, torej ta evropski del, zahodni del Rima, ni uspel prenoviti svoje civilizacije. Vztrajal na nekih preživelih stvareh, zadeva se je zapletla in že mehna sila od zunaj, torej vdor Germanov, je bil Mendarah, sunek, ki je bil dovolj, da cel imperij padel, kot hiša iz kart. Pazite, Bizanc je razvil temeljite strateške spremembe v strukturi države in preživel Rim praktično skoraj za dobrih 900 let. Če ga ne bi z grobo silo razsuli Turki, potem bi Bizanc lahko še ustrajal. Torej vidimo, da če je civilizacija sposobna, pa ne kultura sposobna tega obrata, potem lahko preide v to stacionarno stanje, ki smo prej govorili o njem, ali pa recimo trajnostni razvoj, če veste danes, po trajnostni razvoj so ga predvsem politiki zlorabljali, si ga po svoje predstavljajo, še vedno kot neko modificirano roporsko ekonomijo. Torej, če ne bomo sposobni te tranzicije skozi to točko bifurkacije in vzpostaviti stabilen sistem na dolgi rok, potem nas čakajo težki problemi, ker jaz vidim tle samo 3 stvari, ki so možne, ali ena fatalna pandemija, ali fatalna svetovna vojna, ali pa kaj podobno, ali pa tisto, kar najbolj grozi v tem času, je pa razpad prehranskega sistema sveta, torej strahovita lakota. Ampak to še ni revolucija, ali je to revolucija? To je revolucija. V bistvu, to je šansa, ki, če bomo zapravili to priložnost, je pa nekaj, veste, da značilno za to točko bifurkacije je v vseh sistemih, ki jih sistemska teorija obravnava, tudi bioloških sistemih, je izjemna kaotičnost in nenapovedljivost dogodkov. Mi lahko samo ocenjujemo, tudi recimo Wallerstein o tem piše, da tranzicija bo narejena v 15 do 20-25 letih in da danes je špekulativno govoriti, kaj bo z tega ratalo. Dejstvo pa je, da se svetlikata 2 poti. Prva, nek popolnoma drugačen demokratičen sistem, ki bo temeljil na novi kozmologiji človeka, ne na tej roparski, ki je zdaj, ali pa dokončno zaostena totalitarna, avtoritarna, nasilna elita, ki bo upravljala vsa tehnološko-tehnična sredstva za pokoritev tistega, kar je ostalo od človeštva. Zdaj, v kaotičnem dogajanju je pa nekaj zelo pomembnega. Pomemben je čist vsak posameznik, vsaka dejavnost, vsaka aktivnost, kajti v tej situaciji, veste kaj velja, da so mali vložki, se potem amplificirajo z 10 000-kratno ali pa milijonkratno povečavo. Torej, ni čas za to, da gledamo stran, ni pa treba tudi vzeti Kalašnikova pa začeti streljati, ampak govorim o tem, ko se bo spremenila zavest ljudi, potem, ko bo teh ljudi kritična masa, zato pa ne rabimo parlamentarne večine 50%, ampak dobro vemo, sociologi to poznajo, da nekje 16-18, 20% populacije, ko je prepričana, nekaj lahko prekusne celo družbo. Zato so ti vložki posameznikov izjemno pomembni in ravno, da se zavedamo tega, da imamo nenapovedljiv in neprevedljiv sistem in vidimo že po obnašanju politikov, kjerkoli stranke, kako so panični, kako jih je strah, kako so represivni, kako uporabljajo vsa sredstva, da bi nas obdržali na mestu, da se ne bi nič spremenilo, nič premaknilo. To je že panika, to je že strah.
To nam daje lahko veliko motiv, da smo na pravi poti. Ja, zdaj polno izhodišč ste dali, mogoče najprej nekaj o tem, kar ste povedali, pa bi potem konkretizirali na slovenske razmere, kar seveda bomo morali narediti, ker kaj drugega ne bo ostalo. Ampak jaz bi se vrnila na to, ko ste rekli, da torej, so bile razdelane in obstajajo alternativne ekonomije. Torej videz, da ni druge možnosti kot, bi rekla, neoliberalni kapitalizem, je seveda ideološki dosežek. Zdaj, jaz tudi študentom stalno predavam, posebej v primerjalni analizi družb, da verjetno je kapitalistična ekonomija gledana prostorsko in časovno popolnoma nepomemben primerek ekonomije. Pač vse ekonomije so bile ekonomije za potrebe in kot ste povedali, bile so usklajene z ekosistemom. Ljudje so delali približno 4 do 5 ur na dan, imeli so pač tisto, kar so potrebovali, ekosistema niso uničevali. Dobro, ne vem, v Chiapasu so kakšno goro malo zaradi pač koruze, malo je potem prišlo do erozije, pa je potem prišla druga gora, pa tako dalje. Ampak skratka, v glavnem, to je celotna zgodovina kaže na to, da v resnici gledano z tega zornega kota je ta kapitalistični eksperiment v resnici minorna zadeva. Mislim, ideja, da se ne proizvaja za potrebe in da se ne proizvaja skladno z ekosistemom, je pravzaprav popolnoma minorn, unikatna blodnja, primerjalno gledano. In mislim, sistemi, ki seveda proizvajajo druge ekonomije, ki so namenjene preživetju, ker to je pač jedro, v resnici funkcionirajo tako, kot ste povedali, so skladne z ekosistemom, zahtevajo relativno malo človeškega dela in seveda omogočajo obnavljanje virov in mislim, stvar ni problematična. To se pravi celotno zgodovino oziroma evolucijo oziroma antropogenezo, o kateri ste govorili, je to tako potekalo. In tudi če v večini evropskih ekonomij še kar vztrajajo, pri tem ne glede na to, da pač so bili deležni kolonializma in neokolonializma. Ampak ste pa omenili, da so tudi v Evropi prav sistematično razdelovali te alternativne ekonomske sisteme. Dajte malo mogoče povedati o teh primerih. No, v bistvu, jaz sem prej omenil to naftno krizo, ki je eskalirala tam 73-74 v Evropi, tudi Jugoslavija takrat je imela velike težave, par avtomobili in tako naprej. Ampak jaz bi tle poudaril nekaj, da bi kot izhodišče. Veliki strateg, tudi v negativnem smislu, predvsem Henry Kissinger, njegovo stavek verjetno vsi poznate, kdor ima nafto, obvlada države, kdor ima hrano, obvlada ljudi, ampak je še en del povedal, ki ga ponovadi ne citira, kdor pa obvlada finance, obvlada cel svet. In on je s tem koncipiral globalizacijo, kompletno, že v 70-ih letih. To je bil tisti kontraudar, ki je pol dosegel preobrat z Reaganom pa z Thatcherjevo. Ampak da se vrnemo na to, ko ste vprašali. Torej, takrat je to z nafto je bilo tudi povezano, v istem času so bile velike grožnje oziroma napovedi znanstvenikov o ohlajanju planeta. Zdaj vidimo, da smo bili priče plačani akciji o ogrevanju, ker to je kot politični konstrukt, nima mene veze znanostjo. Ampak koncept stacionarne ekonomije je pomenil ne zmanjšanje kvalitete bivanja. Jaz bom čisto enostavno povedal, da sem bral neko analizo, ko so Američani delali, da povprečen zahodni človek za čisto kvalitetno življenje rabi nekje 140-150 artiklov. Torej miza, stol, avto, televizija in tako naprej. Hlače. Če greste vi poprečen megamarket, jih imate 20, 25, 30 tisoč. Torej produkcija je hiperkrame. In zdaj, če gledamo še en aspekt, torej preselitev produkcije iz Evrope v Azijo, to je kapital naredil, zato da ima večje profite, ne zato, da se bomo mi boljš počutili, je zasula Evropa pa tudi naš trg za nekvalitetno kramo, ki jo itak se ne splača več ne vzdrževati, ne servisirati, ne popravljati, ne nič. Jaz bi lahko 100 primerov povedal tudi svojega življenja, pa verjetno vsi poznate, kako kvaliteta blaga rapidno pada. Kaj smo mi s tem naredili? Mi na en stran pospešujemo na inputu izjemno porabo naravnih virov, popolnoma nepotrebno, da na drugi strani strebljamo gore odpadkov, 1,5 ton v Sloveniji vsako leto, in potem imamo te čistilne akcije
mimogrede, ponovadi se štengo zgolj dol pometajo, ne od spodaj gor, ne. Kako se meni učili, ne? Ja. No, tako da to pomeni samo ogromen pretok energije in materije skozi človeški sistem in to pomeni kaj drugega kot strahotno povečanje entropije. In civilizacijo požira entropični vrtinc samo zato, da ima nekdo profit. In zato bi jaz citiral tisto, kar so tudi Nemci razvedli, izjemno kvalitetno blago je treba producirati, ki se lahko servisira in vzdržuje in potem se jasno normalno upgrade z novimi dosežki, ampak ostane v skeletu enak. Torej, ali kdo zračunal v Sloveniji, koliko smo mi delovnih mest izgubili, ko smo toliko servisov ukinili? Da se blago več ne vzdržuje, pa da se servisira, pa se ga stran meče, ker je poceni krama, ne? Če bi ljudje recimo računali, koliko so v 5 letih zmetali stran stvari, jaz ne vem, pa nas doma imamo še vedno dobri stari Gorenje, že 18 let, pa je prišel serviser, pa je rekel, ki je neki crknil, je rekel, primer v živo, je rekel, lejte, 120 evrov in vam ga generalno obnovim, pa delu še 10 let, ne, ali pa kupite noga za 400, ampak bo čez 3 leta, ali pa 4 leta crknil, pa ne bo rezervni delov, ne, to je ta alternativa, ne. In vsakih verjetno ima doma več primerov. Torej, naredili smo produkcijo krame in zato sem prej omenil credit to credit kot koncept. Ne? Torej, imamo ogromno dela inovativnega, da na inputu se dizajnira produkte tako, da tisto, kar ostane od produkte, je takoj surovina za nov izdelek. Ne da kupičimo, ampak vidite, kapital bo vse naredil, da kupičimo odpadke. Zdaj, ali količinsko pospešujemo ta pretok, ne? Ali pa tudi hitrost se povečuje. S tem se povečuje pa tudi izjemna poraba energije. In jasno potem dobimo tež in svetimo v nebo. Ne? In spet trošimo, ne? Čisto nepotrebno. Torej, trošenje naravnih virov ne pomeni, torej zmanjšanje trošenja naravnih virov ne pomeni manjša kvaliteta življenja. S tem sem hotel reči. To so nemški ekonomisti razvili. Je pa to definiral že John Stuart Mill leta 1848 v delu Politična ekonomija. To je rekel, Zahod bo prišel do te stopnje tehnološkega razvoja, ko bo šel v nulto rast stacionarna ekonomija in takrat v bistvu ta fond normalno obnavljal z nekim razvojem. Ne bo pospeševal pretoka pa entropičnega vrtinca delovne. Rast je potrebna samo za teh novih 50 000 milijard dolarjev, oziroma kaj bo takrat juani ali kaj bo. A kakšno veznico? Ja, torej to je zdaj v resnici, kar pripovedujete, pravzaprav z zanimivim soglasjem tudi z empiričnim gradivom, ki so ga zbrali antropologi, ki so dejansko ugotovili pač, da če recimo od nabiralniške družbe greste do zahodne družbe, se količina energije za to, da se čisto osnovne potrebe zadovoljijo blazno poveča in da je pač tako imenovan development, ker pač v antropologiji se progress in development torej ločita kot dva koncepta. To mislite kot razliko med napredkom pa razvojem? Je zdaj seveda pač ideja v tem, da smo postali strašno razsipniške družbe in da vse, kar pač je razvoj prinesel to blazno razsipnost. In zdaj se pravi, torej analize z različnih koncev in krajev kažejo isto. Ampak zdaj obstaja, no zdaj pač to boste vi z vašega zornega kota pogledali, ampak zdaj tukaj nastopi problem subjekta. Kdo bo zdaj, mislim je za pričakovati, da bodo tisti, ki seveda so, bi rekla, 80 000 milijard ali nekaj takega, ali 50 000 izropali, se to je zdaj že 30 000, je taka malenkost, lahko zanimalijo. V glavnem, zdaj, kak je zdaj to v vaši teoriji? Zdaj potrebujemo subjekta, bo sistem to sam rešil, mislim, po kakšni logiki bi zdaj bilo za pričakovati, da se bo ta logika, ki je seveda absolutno uničevalna za okolje, za družbe, za posameznike, za socialne mreže, za vse, zdaj
je za pričakovati, da bo teh 5, 10, 15% ljudi, ali koliko jih pač je, ki na ta način v resnici ropajo planet in vse družbe, ne? Ker pač globalizacija je zdaj to prinesla v vse družbe, tudi v Bushmanom. Je zdaj vprašanje, torej, kako je torej z vašega zornega kota to zgleda? A imamo subjekta, ali smo subjekti mi, ali po sistemski teoriji je stvar steče sama po sebi, čeprav iz tistega, kar ste povedali, se zdi, da ne? A lahko povem prispodobo. Torej, pogledajte, imate masko plavutke in harpuno in v enem zalivu plava orjaški morski pes. Ne? Zdaj imate vi nalogo, da to pošast ubijete. Če ste vi s plavutkom pa z masko proti njem, vodo bo spodobno pregrizno požaru. Imate pa drugo taktiko, lahko pa vi laguno izsušite, bo morski pes nasedel in potem lahko vi na njem sedite, pa vam nič ne more. Ne? Torej, to je začetek odgovora. Odgovor je v bistvu zelo enostavno. Glejte, ljudje, jaz temu pravim tako, kar je zastrano globalno, bomo mi prisiljeni, če hočemo normalno preživeti, lokalno. Torej, vzpostavitev lokalne socialne mreže, vzpostavitev lokalne ekonomije, vzpostavitev tih mrež sodelovanja, postavitev mislim, recimo primer, ko smo v Mariboru v okviru EPK delali pri Teznem pa pri Zaledju, torej vasi Jurovski dol in tako naprej. Torej, mi smo delali z ljudmi vsak korak posebej, kot je Marta Gregorčič definirala kot militantno raziskavo, nima veze z vojskom, ampak vsak korak preverjaš in potem ljudje se sami odločajo in ko ljudje ponotranijo to, ko oni to sprejemajo za svoje, to ni zdaj projekt za vladic, pa za fascikel, ampak ljudje sebe odvidijo in začnejo sami plesti mrežo. In kaj se bo zgodilo? Ko bo ta mrežje zajel celo Slovenijo, ne govorim zdaj samo o hrani, kjer je po drugi stvari, ko bo ljudje prepoznali, da je njihova rešitev lokalna ekonomija, bo kar naenkrat spodaj nastal nek nov svet in oni gor na več videli, za kva gre. To je tisti morski pes, ki bo nasedel dokler bomo mi pumpali vodo v to laguno, da bo oni lahko plavali, bodo plavali. Ko bomo pa mi začeli sod vrtati, da imeli pa oni toliko dela, da bomo mogli lukne mašiti, mi bomo skozi nove lukne vrtali. Torej, puščanje vode sistemu, vzpostavitev alternativnega vzporednega sistema. Torej, puščamo vodo, kako jo zdaj puščamo? Ena od stvari je, seveda, mislim, pravzaprav, mimo grede, tukaj mislim, da 2 leti razpravljamo o tej krizi z različnih zornih kotov, z različnimi ljudmi in nekako že čas ugotavljamo isto, ne? Da bi bilo treba pravzaprav neko socialno mrežo zgraditi, ne? Ljudi je precej, znanje je tudi precej, kako se lukne delajo, ne? Skratka, da kar manjka je socialno omrežje, ne? Ker sam posameznik pač ne more tega narediti. Zdaj, ta logika je seveda, mislim, če so malo bolj konkretna, torej socialno omrežje, potem recimo, ne vem, ponovno proizvajati za potrebe, a ne? Kaj? Ne? Ker mislim, to je pač nauk antropološki, mislim, vseh ekonomskih sistemov, razen kapitalizma, proizvaja se za potrebe. Je tako? Ja. Proizvaja se za potrebe. Za biološke potrebe. Pa za te potrebe, ki jih pač ljudi imamo, se pravi, proizvajamo hrano, ki jo rabimo, proizvajamo toliko oblek, ki jih rabimo, proizvajamo toliko čevljev, ki jih rabimo, bivališča, ne? Proizvajamo dobro vrednoje toliko avtomobilov, ki jih rabimo, ne? Tako naprej. Ne, mislim, malo še šalim, ampak ne, se pravi, to ostane enako. V resnici ta alternativa je v resnici logika vseh ekonomskih sistemov razen kapitalizma, ne? Če zdaj vas prav razumem. Torej, se pravi, samo skrba, gre v bistvu za to, da ni glavni motiv profit, ampak glavni motiv je to, da ljudje delajo tisto, za kar so talentirani, kar radi delajo in glavni motiv je v bistvu zagotovljen dohodek za preživetje. Kaj se je zgodilo? Še enkrat, da sem vrnil na Maribor, na EPK. Ko so kmetje šli v pogovore za obstoječo zadrugo, torej starega kova, ki je obtičala nekje na pol poti in je tam ždi zdaj not, ne vidi več razvoja naprej, niso našli nobenega sogovornika in so ustanovili nov kooperativ, ki ne temelji na profitu, ampak na delovnih mestih, na zagotavljanju potreb, teh osnovnih potreb. Torej, kar naenkrat so ugotovili to perspektivo, da je na ta način, in če grejo od njive do kruha,
torej, da je pač ta veriga obsega, prehranska veriga obsega, kar nekaj se odpre kup delovnih mest in ta ostane lokalni skupnosti, ne gre pa na eno račun nekih verižnih trgovcev v tujino, ne. In to je ta lokalna ekonomija, mi lahko postavljamo na vseh področjih, ne samo pri hrani. Ne, recimo, jaz živimo v okolju Domžal, ki je zanimivo, ne, da je tam po čudežu preživela en kup storitvenih dejavnosti, ki jih redko kje v Sloveniji še najdeš. Tam ti lahko en še hlače za rob, pa ti lahko en čevlje poprav, pa torej so še ti drobni obrtniki, ampak moram reči, da vsi radnike hodimo in vsi podpiramo, da bi že prvi špecune. Ne, torej je tudi en konsens, da s tem, ko greš k njemu, podpreš, da ne propade, ne. Vse Domžale imajo tradicijo, ko so imeli 50 tovarn ali koliko teh klobukov slamnatih, ne. To niti ne vemo, ne. Samo kaki dimnik še kje stoji. Ja, dimnikov je veliko še. Ja. Jaz mislim, da to ni nek čisto nov izum, ampak da so študentska gibanja 68. leta v bistvu že ta obrat, se mi zdi, da že ta obrat naredile, ne. Torej, obrniti se k konkretnim temam, in graditi ideologijo ali pa interpretacijo izhajajoč iz konkretnih vprašanj, konkretnih tem. Se spomnim enih fotografij, ko so štrajkali pri gradnji nove piste frankfurtskega letališča, ne. In pa naenkrat opazim, da so tam zelo različni pripadniki družbenih skupin, ki se drugi ne bi srečali skupaj, hodijo v različne lokale, ne. Ampak obramba dreves, sicer so potem padla, ne. Ampak obramba dreves jih je pa združila, ne. In to je en nov pristop v politiki, ker tako da mislim, da ta torej konkretno fokusirati potrebe in jih zadovoljati, da to je pot in perspektiva. Sej, vidite, recimo, če gledamo zdaj Slovene v tem slovenskem prostoru, ne, že nekaj let poslušam več znanja za večjo konkurenčnost. Dajmo to dvoje definirati. Kaj pomeni več znanja? Več znanja pomeni, da reproduciramo tisto, kar je obstoječe. Mi rabimo več domišljije. Mi rabimo, bi rekel, razvijati. Jaz sem z grozo opazil neko študijo in jo prebral potem, ki je napisan ameriški fizik in matematiko, benem bil, delal na Naval Institutu v Kaliforniji in šel gledati zadnjih 300 let razvoj človeške kreativne inteligence, torej v smislu inovacij, velikih izumov in tako naprej, tudi v umetnosti, kreativnosti. In je možakrat pa šel do norih ugotovitev, da je pošel še dvakrat preverjati vse parametre, če je to res. Torej, opazoval je zadnjih 300 let kreativnega uma, razvoja kreativnega uma zahodnega človeka. In ugotovil, da je zahodna civilizacija dosegla kreativni višek 1873, pazite. Ampak če gledamo zdaj razvoj znanosti, pa velika odkritja, pa velike umetniške dosežke, ni kaj dosti falil. Ja, pa tudi v fiziki, pa v kemija pa sploh bila takrat špica v svetu, ne. Torej, mi po teh njegovih parametrih smo zdaj na nivoju leta 1600. In če bomo šli s tem padanjem naprej, bomo nekje leta 2025 na ravni Dark Ages, po razpadu Rimskega imperija. Zdaj pa poglejte situacijo. Poglejte, kje pa je kakšna kreativnost? Poglejmo samo masovne medije, poglejmo, kdo dobi Nobelovo nagrado za drugo, tretjo decimalko, razen tisti morilci, ki dobijo celo za mir Nobelovo nagrado, ne? Tisti tak dela 2 decimalke gor, mrtvih, ne? No, skratka, govorim o tem, da je generalna padanje človeške kreativnosti pomeni zelo zaskrbljujočo dejstvo tega sodobnega sveta. Torej, svet postaja vedno bolj bebast. Ampak kdo dela ta svet kot bebast? Jaz sem prej rekel, namesto da nam trobijo več znanja za večjo konkurenčnost, kar pomeni reprodukcijo že obstoječega, torej nas držijo na mestu. Jaz dal v alternativo drug stavek, mi rabimo več domišljije za velike spremembe, ki jih moramo narediti. Po drugi strani pa tudi konkurenčnost, kaj pomeni? Končna inštanca konkurenčnosti je vojna. In zame kriminal, da otroke učimo in jih že v duhu vzgajamo, da se en drugega
že v 8-letki, pa že v vrtcu skoraj med sabo sovražijo, tekmujejo med sabo in tako naprej. To je vulgarno, to je banalno, to je kriminalno dejanje za mene. Torej, namesto sodelovanja učimo brezobzirnost, učimo konkurenčnost, ki vidite na koncu se konča z vojno, ne? Ali pa z nasiljem. Ne? Bi lahko malo razložili vašo skepso do ogrevanja ozračja? Pravzaprav to niti ni skepsa, to je, torej govorite o klimagateu, torej gre za eno zaroto globalnih razmer, ki je tudi dobila Nobelovo nagrado za mir. Z gospod Lučko Kajfer smo tudi tu, mislim, 2 leta nazaj sedeli, se o tem pogovarjali, tako da bi mogoče ta obrazložitev lahko bila interesantna. Z Lučko Kajfer smo imela enkrat tako interno, intimno soočenje pri društvu astronomov, fizikov in matematikov Slovenije, torej društvo naj je povabilo na zaprto seanso, ker jih je bilo nekih 140 članov, no. In potem sem imela pro et kontra vsakemu časa pol ure, da svoje teze povede, kar so oni spraševali. Veste, z matematiki, fiziki in astronomi moraš biti zelo kompetenten in eksakten. Sam je stavko Ilde Lučka čez 10 minut zapustila dvorano, ker ni imela več odgovorov na njihovo vprašanje. Ne? In od takrat mislim, da če bo ona drugače moja velika prijateljica, se greva navedno na kakšno pivo, če se srečava, in mislim, da ima zelo slabo vest, zato ker je zanesla v une vode, zdaj pa težko ven izstop. Nekako bo mogla, ne. Ok, skratka, lejte, jaz sem bral eno zadnji čas, eno najboljših knjig, ki sem jih bral v življenju, je šla pred lanskim, Emerald Planet, Smaragdni planet. Napisal je znameniti angleški paleontolog in geolog. Zdaj, geologi so razvili izjemno natančne metode zadnjih nekaj 5-6 letih glede sestavine atmosfere, ki je ujeta v sedimente, torej ali v magmo, ali predvsem pa v sediment, gre za peščenjake in tako naprej, skozi geološko zgodovino, in so te analize, ki jih je pač te knjige Emerald Planet objavil, naravnost čudovit primer, kako dinamično, kako deluje koevolucija med planetom in življenjem. In samo dva povedal primera, potem bomo šli pa na človeško zgodovino, ki je tudi izjemno zanimiva. Torej, če gledamo obdobje Triasa, do konca obdobja Triasa so dinozauri veliki meter 20, nič več. Kampsognati in podobne rodovi, vali dinozaura, potem pride po koncu Triasa do izjemnih erupcij vulkana po celem planetu. Torej, izbruha se ogromno vodne pare, kajti veste, da vodna para 90% prispeva k toplogrednemu učinku, ne pa kakšen CO2. Jasno, tudi CO2 je bil zraven in tako naprej, ampak predvsem to ogrevanje zaradi vulkanske dejavnosti je tudi začelo sproščati CO2, ki je največji rezervoar CO2, seveda po oceani. In planet se je segrel. In kaj je posledica povečane koncentracije CO2, ki sledi ogrevanju? Ne, da je vzrok ogrevanja. Posledica je eksplozija rastlinstva, kajti najboljše gnojilo za rastlinstvo je CO2. Se poznamo fotosintezo in tako naprej. In kaj se je zgodilo? Planet, ki je bil prej pol puščava, praktično so bili vegetacijski pasovi samo v obalah oceanov, je postal en prekrasen tropski pragost in dinozauri so kar naenkrat imeli ogromno hrane, klima se je otoplila in evo tih vijuri so že 20-tonski, 50-100-tonski orjaki, za katero poznamo štorije, kaj so najdli kakšne orjake, dokler ni pač ta svet pokončal meteorit, ki pa do konca odkrite. No in v Juri je zanimivo to, da je koncentracija CO2 v zraku, danski 400 ppm, vsi tulijo, da bo samo skuhali v loncu, takrat je pa 3400 ppm. Vidimo, kakšna ogromna razlika, ampak kaj je bilo? Posledica so bili izjemno bujni gozdovi, ampak potem pa ekosistem planeta začel funkcionirati. Veste kako? Ta CO2, ki je parcialni tlak v atmosferi naraste, se raztopi v oceanih in imamo eksplozijo živali z lupinam, korale, školjke in tako naprej.
ki veže ogromne, torej imamo CO2, H2CO3, CaCO3 raztopljen in tako naprej, poznamo to štorijo. In imate eksplozijo lupinarjev v morjih. Mi imamo v Sloveniji, pol Slovenije imamo geološki dokaz. Cel Trnovski gozd, recimo cel Nanos, vsi ti ogromni skladi jurskih in apnencev so same školjke korale iz tistega časa. Ne? Vidimo, kako je narava absorbirala te viške in se je spet klima nekako vedno niha v teh sinusoidah. No, drugače pa imamo še eno eksplozijo toplote, to je v eocenu, spet se zgodba, da se dinozauri ponovi, takrat niso bili dinozauri, ampak so bili sesalci. Imamo orjaške sesalce, ki jih tudi prej ni bilo, niti nikoli kasneje. Imamo orjaške pragozdove po celem planetu, evo, velenski rudnik je takrat nastal, lignit in tako naprej, še kup zagorskih rudnikov v tistem času, torej v Zasavju. Torej vidimo, kako narava regulira ta nihanja in vedno imamo koevolucijo biote in anorganskega sveta. No, če gledamo zdaj človeško zgodovino, verjetno ste brali knjigo, ki jo priporočam, torej Propad civilizacij, kjer je čudovita zgodba o usodi vikingov, ne, in kolonizaciji Grenlandija. To imate vse. Med drugim tudi to, ne, tam imate čudovito zgodbo, kako tudi recimo propad Rimskega imperija je, poleg tega, ki sem že navedel, je bila posledica tega, da so 10.000 Germanov, govori se o cifri nekaj 100.000, prečkali Ren 31. decembra leta 406, ko je Ren prvič zmrznil. Rimljani niso imeli flote, da bi masovno prečkali Ren, torej bili so te ekspedicijski posegi vojske bolj malo številne, ne, te vdori so bili skozi, ampak ta masa je vdrla za Dilakote na severu in tudi Slovani so takrat predrveli na jug. Iz unega konca, torej cel severni del Evrazije je padel pod izjemno hladitev, ne, to je v bistvu selitev ljudstev, ki še ni zgodovinsko tako obdelana, ne. No in potem imamo jasno, imamo te štorije, da v Dark Ages ta mrz, ki je bil, ne, so podatki zgodovinske, da je zmrznil Evfrat in Tigris in Nil, pazite, so zgodovinski podatki, zdaj datume na pamet ne vem. No in potem imamo jasno, da to veliko otoplitev leta 800, Evropa ima 2 letini, vzpon gotike, ne, vsega tega bogatstva feudalnega in tudi to prerazmnoževanje evropske populacije, ne, ki se konča šele po skugo, ne, in viški te mularije, ne, predvsem grajske, ne, ki ni imela kaj početi, si je bilo treba znebiti in potem so se jih znebiti, ko so jih poslali na križarske vojne. Ne. To je bilo čisto tako, da je bil mir, ne, veste, le en sin je podedal feud, ne, una dva, drug pa tret pa četrt so pa se glavno srajne počeli tam okrog, pa pil pa afnegunca, no in jih je bilo treba pač spokati. In so se spomnili, da je treba Jeruzalem osvoboditi in so fante šli in tam pač končali. Tudi to je zgodovina, vidite. Malo na takle šank način, ampak gre. Še podatki so zadnji. Tako da vidimo, da klima je zelo vpliva na človeško dejavnost. Tudi recimo porast Napoleona v Rusiji je padel v to hladitev. In tudi Hitlerja, pa ponovi se zgodba, mi smo zdaj imeli še zadnji del povedal zdaj, no, torej ruski astronomi, ki skupaj z geologi so vodilni v svetu, no, oni so napovedali obrat klimatski 2012. Torej, mi smo nekako 2-3-2-4 imeli še relativno ogrevanje, zdaj pa šlo do obrata. In zdaj le vidimo, da je sonce izjemno aktivno. No, in posledica te sončne aktivnosti je pomanjkanje padavin, veste. Niso klimatske, spet bodo oni Al Goreovi Nobelovci ubili, da se kuhamo v lastnem boku, ne. Ampak gre za to, da sončni veter nevtralizira vpliv kozmičnih žarkov, ki pa so glavni mediatorji pri nastanku oblakov. Ne. Zdaj, jasno, če ni padavin, imamo sušo. Ne. Te pa cela zgodba v Sloveniji, kam pol povedo, kaj se dogaja v Vipavski dolini, recimo. Kar lahko poveste. Kar dajte, se počasi pa tudi mora kaj konkretizirati. To je že praktična ekologija. Torej, zdaj, če smo prav razumeli, oziroma jaz sem pač prebral, ne, tako da mi je približno jasno, zdaj ne, če so ljudje razumeli. Sloh vprašajo. Ja, ampak torej, vi postavljate proti tezi ogrevanja, tezo ohlajanja, ki jo utemeljuje. Ne, to je,sko se premika. Kot sinusoida. Ja. Veste kaj, gre za tipičen, to sem dolžen povedati,
To je tipična fraktalna podoba, torej, ker vreme je tipičen kaotičen sistem, tako kot je človeška družba tudi. Mi lahko napovedujemo fazni portret sistema, ne moramo pa natančno definirati, kaj bo. Zato so ta bluzenja o 4 stopinjah gor, pa 5 stopinjah dol, bajke, jaz sem za Nobelovo nagrado, ne? Tako dobite, če začunate neki stopin gor, pa kakšen razvojni denar, zato pa drvijo vsi v to, ne? Vpliv recimo, torej vpliv segrevanja planeta na spolno življenje, recimo deževnikov, ne? Pa imate tako denar, ne? No, skratka, tle bi še rekel, da gre za podobnost preko meril, ne? Torej, vi, če gledate to sinusoido, ki ima ta veliki val približno 1000 let, to so astronomi že dognali, potem, če povečate del te krivulje, ne, dobite spet noter sinusoido. In če spet povečate en del te male sinusoide, dobite še eno. Torej je podobnost preko meril. In so cikli 1000 let, nekaj 300 do 400 kot historični, potem imate tega 70-letni cikl in tudi ta 11-letni sončnih pek. Ne. Torej, to je ta fraktalna podoba vremena. Ne. Tukaj, a smo mi tle ali nismo, se stvar dogaja. Ne. Razen če politike drugače rečejo. Ne. Jaz sem že zdavno rekel, veste kaj, od globalnega ogrevanja ne bodo ostali samo davki, pa na žuzve. Ostalo boste pa na računi za ogrevanje bil. Torej, proti Al Goreovi hipotezi se je združilo okoli 30 000 raziskovalcev, napisalo oregonsko peticijo, kjer so povedali 2 zgodbi, prvič, da to ni res, in dokazovali z geološkimi pa astronomskimi podatki, istočasno pa pokazali svoje zgodbe, da ne morejo znanstveno napredovati, ker mislijo na drugačen način. Se te špore se ponavlja, veste, tudi recimo korporacije, ki obvladujejo danes farmacijo in prehrano, ne, to vemo teh 5 velikih korporacij, ne, imajo v rokah pa se ne samo univerze, ne, kajti danes so glavni financieri svetovnih univerz v korporacije, ne. Skozi to optiko si je tudi farmacija kupila medicino, ne. Tega ne smemo pozabiti. Po drugi strani imajo tudi v zakupu znanstvene revije in to ni pravoveren, ne bo objave dobil, pa ste. In potem najprej izgubi denar za raziskave, potem pa še na cesti ostane. Tukaj so tipični ekscesi, ja, pri genski tehnologiji imamo celo serijo teh, ki sem ravno zdajle 2 dni nazaj delal za pomagal neki študentki pri diplomi, ki mi je eno vprašanje postavila, ki dela te teze proti GSO. No in so ti podatki nenehno prihajajo ven, kako ugledni profesori letijo z univerz, ne? Ker so si drznili proti kapitalu gor. Veste, znanost je dosegla en čuden razcep v sodobnem svetu. Mi še vedno smatramo, da je znanost akademska, svobodna, da so vsi rezultati znanstvenih raziskav last človeštva. So v določenih strokah, še vedno. Da smemo pa pozabiti, da so si korporacije kupile del znanosti, jo vtaknile v tajne laboratorije, kjer je pomembno čim prej nekaj izumi, takoj patentiraj in čim prej komercializiraj, ne glede na posledice, važno, da profit nosi. Torej, profit meni posledice ljudstvu. To je ta znanost, ki je spravim tehnoznanost, ki nima nobene veze z znanostjo, paste, ampak oni so to prodajali duše, da kampanje delajo nenehno, potvarjajo podatke, lažejo. Jaz sem ravno zdaj, ko sem imel ena predavno na čebelarje, gotovo, kako je Bayer Gulfov pri strupih za čebele, ne? S kakšnimi debilnimi lažmi so šli, da so si drznili s tako lažjo ven jed, ampak politika je pač nasedla, kar gre za korporacijo. To lahko kasneje kaj povem, če vas bo zanimalo. Torej, vidimo, ta znanost, ta tehnokratsko usmerjena, ta kapitalsko, ki jih podpira kapital, potem imamo pa še tretji pol znanosti, ki je pa pri nas zelo razvita, zanimivo, je pa ekspertokracija. Če kapital rab neko mnenje, bo dobil 3 doktorje, ki ima titule prodajo, za določen šumenje, ne, ker nekaterim bolj šumi denar kot listje dreves, lepo zaspijo, če šumi denar, ne. No in ta šumenje je tako prijetno, da tudi doktorat svoj zastavi za kakšno lažno študijo, ki podpira neko noro idejo ali pa realizacijo neke zamisli, ki ima čisto kapitalsko zadje, pa nima mene veze za dobrobitjo ljudi. To je ta razcep znanosti, zelo pomembno vedeti in čim beremo neke histerične, euforične tekste, imamo takoj posumiti, da je njegov zadje, da je zadje nekaj plačanega.
Pa tudi še Nobelova nagrada, res Nobelova nagrada tudi utrjuje prepričanje med ljudstvom, to je pa pri meni duštale pa res ta prav, če Nobelov dobil, ne. Pa čeprav ga dobi 3 mesece po izvolitvi, ne. Recimo Obama. Torej, da se zdaj majčkeno še ukvarjamo za Slovenijo, se pravi, zdaj tes je ogromno. Jaz predlagam, da še eno stvar poveste, da boste malo utrdili to svojo Klimagate pozicijo. Namreč, da 1,300,000 krav proizvede večje količine metana in bolj vplivajo na segrevanje ozračja kot vsa vozila tega planeta skupaj. Ja, takrat se je zgodila zabavna zgodba, da sem jaz izrecno novinarki rekel, da krave izrigajo, ona pa je napisala, da sprdijo tok metana. Torej, praviloma ga izrigajo iz vampov, ne. To je taka luštna zamenjava, na obeh luknjah puša nekaj lahko, da kje ni bolj druga stvar, pa kaj ven gre, ne. Skratka, ja, mene ena najbolj zabavne štori pa tem govoru je bilo to, kje so pa te krave, ne. Mislim, oni sploh nikjer omenjajo, kad jih ni, ne. Zdaj, jaz sem te izračune dobil iz virov, ki stojijo, ne, torej na svetu muka je nekih 1,300,000,000 krav približno, 1,200,000,000, tako so ocene. In ker je ta metan približno 24krat bolj toplogredno naravnan kot CO2, in so lepo fantje začunali, koliko to izrigajo vsak dan te krave in so ugotovili, da vsi reaktivci, vse ladje, vsi avtomobili tega sveta naredijo toplogrednega učinka kot krave z riganjem. In gospod Nobelov nagrajenec nič ne piše o kravah. Zdaj, samo dve varianti sta, ne, jasno, da mu kvarja pol imidž, ne, ker to ne gre skrb. Druga stvar je pa, s to krave pa problem, ker potem dregne v lobby živinorejcev in so orjaške industrije, kazati stoji tam pa šumi tako, da se komu vrti. Zaradi tega lobija, recimo v Avstriji bil preganjen aktivist, se poznate zgodbo, so zdaj spustili, ne, in tudi knjigo je napisal. No, tako da vidimo, da kup nedoslednosti je bilo, in kup laži, ne, recimo bledene koral in tako naprej, ali pa recimo še zdaj se pojavilo, kako se otoki, kako se morje dviguje, ne, ampak to je neverjetno, da samo okoli enega otoka se morje dvigne, pa drunem pa ne. Ko gre se voda, se dvigne, pa so dvigne, ker je pač. Ampak mi imamo fenomenalne take algorove otoke, ker se samo okoli Što se bo o tem, da veste, da se tudi otok ugreza, ne, to je geološki proces, da kopno gre dol pa gor in sam Al Gore tega še ni jemal, ker je nekaj šprical geologijo, abecedo in tako naprej, tako da ima pa težave s tem dvigovanjem morja pa puščanjem nekaj. Moče ima pa težave z erekcijo. Ja, to ima itak. Se to značilno za Ameriko. A ja, govorijo že o hormonih? To je pa že posledica hormonskih motilcev in pomanjkanje spolnih hormonov. Pri politikih, ne? Ampak dobro. Gre zdaj k liberalnemu kapitalizmu, oziroma ne vem, kaj bi zdaj to bilo neoliberalnemu kapitalizmu, ne? K neotom. Ja, k neotom in k temu, ne, kako v Sloveniji striktno, vztrajno in brez vsake refleksije kar naprej, ne, rinemo, tako kot sva prej rekla, na tisti del vlaka, ki drvi v prepad in na vsak način rinemo v zadnji vagon tistega vlaka, ki drsi v prepad. Jaz upam, da bomo tudi ta zadnji vagon najlažje odklopili. Ja. Tukaj vi ste zadnji. Ja, ker izvolite. Ne, ste počala še. Vse je v redu. Jaz bi rada komentar na to, zdaj pa ste že začeli s komentarjem, pravzaprav na to obsesijo z neoliberalizmom, političnimi elitami pa takimi stvarmi, ki ste jih že omenjali. Glejte, jaz sem nekaj prepričan, ne, to, kar nam servirajo kot neko propagando, ne, ki je čist mem, ne. Torej, ali ste za socializem, ali za kapitalizem, ali za komunizem, to je čist mem. To je čist mem. Dejstvo je nekaj drugega. Mi smo bili, recimo, ko se je Slovenija osamosvojila, torej še malo prej, ne,
Mi smo mislili kot državljani, ker nas je zasulo ali pa zameglilo to potrošništvo preko meja, Avstrija, Italija in tako naprej, ne, smo naši šopingi, in ker so bile te določene krize v Jugoslaviji, ne, no, kaj je ta prava kriza, bomo šele spoznali, ki še ni ta prava zdajle, smo hodili čez mejo kupiti stvari in bili očarani od tega. Jaz bi nekaj bistvenega povedal. Nam so te polne markete prodali kot svobodo, kot tržno ekonomijo. Jaz sem nekaj dne bral pred Macijem Štefančičem, ki je lahko napisal, a si predstavljate, da bi leta 91, ali pa recimo zdajle, nastopila stranka kapitala na volitvah. Koliko mislite, da bi dobila glasov?